Sašo Kroneger, socialni pedagog. Delal sem nekaj časa v vzgojnem zavodu, pa sem tam srečeval tiste mlade, s katerimi so ljudje že malo roke dvignili. Potem sem delal pa in še vedno delam aktivno kot tabornik, kar pa pomeni, da srečujem malo druge mlade. Ne tiste, od katerih so ljudje roke dvignili, ampak tiste, s katerimi veliko delamo in precej delamo in poskušamo speljati stvari naprej. Današnje predstavitev, današnje predavanje sem si zamislil pravzaprav kot en tak povzetek različnih stvari, pogled na mlade iz različnih vidikov. Zakaj? Zaradi tega, ker velikokrat slišimo strokovnjake za digitalno tehnologijo, ki govorijo o eni stvari, pa slišimo ekologe, ki govorijo o drugi stvari, pa slišimo pedagoge, ki govorijo o tretji stvari, ampak takrat, ko pa začnemo te stvari skupaj povezovati, se pa kar naenkrat pokaže, da stvari dosti dobro kot teorija stojijo skupaj. Zaradi tega bi malo poskušal pogledati iz različnih vidikov. Najprej nekaj stvari o svetu. Naš svet se je v zadnjih letih drastično spremenil. Vsi se tega zavedamo. In ena od ključnih stvari, ki se jih pa moramo zavedati, je pa, da ta zgodba neoliberalna prepelje skupaj neke nove stvari. John Maynard Keynes je gospod, ki ga sicer redko kdo pozna po imenu in priimku, ampak je pa zelo zaslužen za to, da zdaj imamo Svetovno banko. Pa bil je en ekonomist, ki je zelo veliko stvarmi se ukvarjal in zelo veliko nekih stvari razmišljal o prihodnosti. In on je rekel, da leta 2020 bo sodobni Evropejec potreboval približno 15 ur za delo na teden, ostalo bo pa fraj. Moderna tehnologija nam te stvari omogoča. Mi bi lahko tisto delo, ki so ga leta 1920, 1930, 1940 opravljali ljudje, imeli komot opravljenega v 15 urah na teden. Moja mama je delala v računovodstvu Slovenije Avto. Ona je bila zaposlena zato, da je čitala une kartice, ki so jih ljudje štempljali, ki so prišli v službo, pa pol, ki so šli iz službe. Imeli so eno gospo, ki je bila zaposlena točno sam za to, da je gledala une kartice, da jih je preračunavala, koliko ur je bil kdo v službi, da je pisala, kdaj je kdo bil prav, pa kdaj je imel kdo dopust in tako naprej. To danes naredi en slabo zmogljiv računalnik, ki je parkiran tamle v enem kotu ene sobe in ne rabimo več tega človeka, ki te stvari dela. Tako da v resnici moderna tehnologija lahko olajša veliko nekih stvari, ampak nam jih ne. Kar naenkrat se pojavijo druge stvari. Gospod David Graeber je profesor iz London School of Economics in on govori o tem, da so v velikem porastu dela, ki jim on reče bullshit jobs. Dela, ki jih opravljamo zato, da jih opravimo. Prejle mi je med odmorom ena kolegica rekla, saj to, kar jaz delam kot socialna pedagoginja v vrtcu, je super, samo vsa ta poročila. Vse tisto, kar moram jaz napisati prej, pa pol, pa obrazložiti, vse to. No in veste, vse to je tisti bullshit job. Če sem bil jaz nekoč vajenec pri čevljarju, je čevljar sedel zraven mene in sva skupaj delala čevlje in je videl, kako delam in kaj sem naredil in česa nisem. In koliko sem kakovosten in koliko nisem. In česa sem se že naučil in česa še ne. Danes, če bi kdo z mano delal, bi videl, kaj delam in kako delam. Ampak ljudje ne delajo z mano, ljudje se zanašajo na poročila, ki jih bom jaz o tem svojem delu pripravil. Na poročilo, ki govori o tedenski aktivnosti, pa mesečni aktivnosti, pa polletni, pa vmes še ena konferenca, pa pol je še letno poročilo, pa 5-letni plan, pa 10-letni plan, pa ne. Koliko enega časa porabimo za dela, ki so namenjena kontroli našega dela. Kontroli našega dela, ki če bi ljudje zaupali, pa če ne bi sam tekmovali, pa tako naprej, lahko ta čas uporabili za nekaj drugega, za tisto, kar je, o čemer je gospod Komad govoril, za sanjanje, za storytelling, za pripovedovanje zgodb, za razmišljanje o tem, kam gremo lahko naprej. Naše pisarne so se drastično spremenile. Velika večina ljudi ne gre več za računalnik oddati elektronske pošte. Vzame svoj telefon iz žepa in to naredi kadarkoli in kjerkoli. In naši sestanki se spreminjajo. Naši sestanki zdaj potekajo ob kavi, vsak ima nek svoj dlančnik pri sebi, malo to nekako malo posurfa, malo doda, malo dopiše in to je to. In naše zaposlitve v veliki večini primerov postajajo sedenje na kavi.
Tisto, kar smo včasih rekli za zabavo, to zdaj ratuje delovno okolje, zato da je malo bolj zabavno, zato da je malo bolj sproščeno. Hkrati pa opravljamo neka dela, ki so zelo drugačna, kot smo jih bili navajeni. Realnost današnjega sveta je, da je kratkoročni zaslužek vladar. To je še en od teh pogledov. Redko kdo dobi zlato uro za 35 let vestnega dela v službi. Ali pa, ko gre v penzion. Ja, če mu jo sodelavci kupijo. Firma je pa ne da več, že dolg ne več. Zaradi tega, ker smo ljudje ravno tako ratali potrošno blago, kot je blago, ki ga kupujemo. Zaradi tega, ker odnos, vzpostavljanje odnosa ni več tista prioriteta. Pred leti sem delal s podjetjem, ki prodaja čokolado. In tisti možakarji, trgovski potniki so bili zelo dobri v potrkati na vrata, dati nogo malo med vrata, zato da so prodajalke odprle ta prvič in da so jim oni ponudili tisto čokolado, ki so jo prodajali. Bosi so bili pa v tem, kaj narediti ta tretjič, ko pridem v isto prodajalno z istimi čokoladami. In kako od takrat naprej graditi odnos s poslovodjo, z zaposlenimi, zaradi tega, da bojo naši promotorji še naprej. In to je pa tisti del, kjer zmanjkuje. Zmanjkuje nam znanja v odnosih, zmanjkuje nam znanja o tem, kako speljati stvari naprej. No? Ja. Realnost je, da se med nami povečujejo razlike. V Sloveniji smo to zelo jasno videli, recimo leta 2012, ko se je spremenil zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Takrat se je zakonodaja spremenila tako, da je ratal otroški dodatek prvi prihodek družine in tako naprej. In v tistem trenutku je tveganje za revščino v družinah z majhnimi otroci v Sloveniji zraslo, drastično zraslo. Vsi, ki proučujejo stanje v Sloveniji, govorijo o tem. Trenutno se ene stvari majčkeno spreminjajo sicer, se ene stvari olajšujejo, ampak realnost je pa ta, da je razlika med revnimi, bogatimi vedno večja. In da je vedno bolj zaznavna in jo vedno bolj živimo. Srednji sloj je včasih obstajal in je bil dosti aktiven, danes ga je relativno malo. In to je tisto, kar se nam v resnici dogaja. Hkrati s tem se pa ta želja po vipizaciji, želja po tem, da bi bili zelo pomembni, seli v naše domove vsak dan in v naša življenja vsak dan. Prej je že gospod Kramli govoril o točno teh gospeh, o Kardashianovih gospeh. Pa da ne boste mislili, da je to samo na televiziji. Jaz delam, recimo, osebno podporo sem delal enemu fantu, srednje šol, zdaj je še glih na faks dober. Po 4 letih sva prišla toliko delež, da je zdaj na faksu. Stvar, ki jo je on meni povedal, pa sem bil zelo presenečen, je bil, veš, ko gremo mi ven, hodil je na eno elitno ljubljansko šolo. Je rekel, ko gremo mi ven, gremo v VIP prostor. Mi, ko gremo v klub, si izborimo prostor v VIP prostoru. Si rezerviramo mizo vnaprej, ker mi smo pa ja nekaj več. Ker mi smo pa iz elitne šole. Ker mi smo pa sami od takih, ki imajo ful denarja. In pa je razlagal, veš, moja sošolka je zadnjič dobila kavbojke za 400 evrov. Kavbojke za 400 evrov, prosti, še enkrat. A sem prav slišal? Nisi rekel 40, si rekel 400. Ja, veš, pa sošolci je svoji punci dal zlato uro za 120 evrov, 150 evrov za rojsten dan. Pa kar naenkrat so bili to neki zneski, ki so me zelo presenetili, zaradi tega, ker jih nisem pričakoval. Ker jih nisem pričakoval, da 16-letnik razpolaga z denarjem svojih staršev na ta način, da so jim take številke predstavljive, domače, nekaj običajnega. In to so potem meni vprašanja, kaj, kako, kam naprej s tem. Še ena od realnosti, mladost se je podaljšala. Ne govorim o mladosti kot taki, ampak a se spomnite Janeza Jalna, Bobrov? Tam je bil en možakar, ki je šel v gost, pa je pobal jelena. In pa je dobil nov ime, Ostrorogi jelen. In pol, zaradi tega, ker je bil Ostrorogi jelen, ker je dobil odraslo ime, je imel pravico postaviti svojo kolibico in pravico najti
ženo in tako naprej. En dogodek, približno 16. Ena puščica, ujel, zmagal, to je bilo to. To je bil obred prehoda. Leta 50, če pogledate zakonodajo, je kazenski zakonik predvideval eno posebno obdobje. Med 15. in 18. letom so bili mladi, se pravi, je bilo to neko mladostništvo, ki so že imeli pravico odločati o nekaterih stvarih pri sebi, recimo šlo je za spolno področje, so že smeli, pa tudi poročili so se te že lahko ob soglasju Centra za socialno delo, do 18. Pol od 18. si bil pa polnopraven član, cele ekipe. Pol je obstajalo še malo prehodno obdobje do 21. mladi odrasli. Leta 1990, če pogledate programe namenjene podpori razvoju mladine, ki jih je imela Evropska unija, recimo Mladi za Evropo so bili takrat, to je bil program, ki je bil namenjen financiranju programov za mlade stare od 14 do 25. Danes, če pogledate Erasmus+, v Erasmus+ pašejo mladi stari od 13 do 30. Kar pomeni, da se te škarje v resnici odpirajo. In da imamo tukaj noter 17 let. Tukaj noter imamo parkirano eno celo generacijo ljudi, ki jim ne pustimo odrast v družbi. Ker jim ni možnosti za njih, ker ni zaupanja vanje, da zmorejo in zaradi tega, ker se jih parkira v srednje šole, pa na faks, pa dajte, se spomnite, velika večina, kakor vas gledam takole, izhajate iz unega obdobja, ko so vam rekli, ja, trenutno je v Sloveniji gospodarska kriza, pejte na faks, sej bo že konc krize, se boste že začeli lahko študirati. Mislim, ko boste doštudirali, bomo že našli službo za vas. Ampak v realnosti se je sam ta del podaljšval, sam ta del parkiranih ljudi. Sej zato pa imamo tudi, mislim, odlični smo na tem nivoju, kakšen procent populacije mladih študira. Odlični, v vrhu v Evropi. Ampak to zaradi tega, ker je to socialni korektiv, ne zato, ker bi to ljudje v resnici hoteli. Prehodi v odraslost so ratali nelinearni. Večina ljudi, večina dam, ki jih jaz poznam, so diplomirale, so dobile prvo plačo, za prvo plačo so si kupile trajno pa visoke pete, potem kasneje je prišel pa stanovanje pa otrok s partnerjem tam nekje enkrat v tej bližnji prihodnosti. To so bili te neki znaki v 80-ih, da je ženska odrasla, visoke pete pa trajno. Včasih je bilo to jasno, kako gre, danes pa to ni več jasno. Danes pa ljudje diplomirajo, pa potem se že malo zaposlijo, pa grejo pa še malo študirati, pa grejo pa pustijo vse skupaj, pa grejo za en let potovati, pa pridejo nazaj, pa si najdejo partnerja, pa grejo še malo študirati, pa stanovanje pol iščejo. Vsi te prehodi se zgodijo, pa grejo sem, pa kaj, pa sem, pa kaj. Ni več enotne poti, ki je bilo včasih dosti jasno. In nasplošno, če pogledate v medijih, odraslost ni vrednota. Slavijo se ljudje, ki živijo življenje brez obveznosti. Tako življenje, ki ni življenje odraslih, ki prevzemajo odgovornost za otroke, zaposlitev, delo, za vse te stvari, ki se okrog nas dogajajo. Tudi toliko daleč gremo, da v resnici se slavi lepota taka otroška. Še ena stvar, ki je zanimiva, velika večina mladih, mladi danes so digitalni domorodci. Oni so bili rojeni s tehnologijo. Douglas Adams je zelo lepo povedal, vse, kar se razvije, preden si se rodil, je zate naravni red. Vse stvari, ki se razvijajo v času, ko si star od 15 do 35, so novo, the best, super in velika priložnost, da iz tega narediš kariero. Vse stvari, ki se razvijajo po tvojem 35. letu, so v nasprotju z naravnim redom. Se pravi, za veliko ljudi, danes vedno manj, ampak recimo še vedno so v kolektivih ljudje, ki jim je Facebook v nasprotju z naravnim redom. In potem težko delajo preventivne programe, recimo v šolah, v vrtcih, v zvezi z digitalno tehnologijo, če je sami ne uporabljajo in ne razumejo. Samo vprašanje, koliko vas ve, kaj je Ethereum? A lahko roke dvignete? Kaj je Ethereum?
Ena rokca v zraku, 2. Koliko vas pa pozna že te digitalne mucke zdaj, ki so prišli ven, ki se jih da za Ethereume kupiti? Aha, eden je roko dvignil, dobro je. Kriptomucki, ki imaš genetski potencial njihov zakodiran, v resnici, koliko krat kriptovalute. Velika večina, koliko vas je pa za Bitcoin slišali? Za Bitcoin, no, Ethereum je mlajši bratec od Bitcoina, samo toliko za osnovno razumevanje. Obdajajo nas filtrirane podobe sveta. Velika večina ljudi na socialna omrežja ne pošilja kar tako vseh fotografij, ampak fajn razmislijo o tem, kaj pošljajo. Kdaj ste nazadnje videli tisti, ki uporabljate Facebook, na Facebooku jokajočega otroka? V reklamah, v oglasih, samo tam. Zaradi tega, ker jaz se spomnim ene mamice, ki je razlagala, cel dan se trudim, celo noč sem slabo spala, otroku rastejo zobki, bolanje, cel dan se matram okrog njega, pa je en trenutek, ki se nasmehne in jaz ga slikam in to sliko pošljem na Facebook in dobim ful odgovor, koliko sta vidva srečna, ki sta doma in uživata. Ampak v resnici je to samo en tist delček, ki ga je ona uspela prodati nam. Jaz imam veliko srečo v življenju, da potujem približno 1 do 2 na leto kam predavati oziroma voditi kakšno usposabljanje. Ampak moji prijatelji reagirajo na kakšno fotografijo iz tam, kakor blagor tebi, ki skozi potuješ. Ne vidijo tega, da v resnici se to zgodi 1 na leto, pa da je to fotografija. Ampak ljudje to razumemo tako. Blagor tebi, ker si skozi na poti. Pritisk kulta lepote. A poznate? Koliko vas je gledali premiera včeraj? Veste, da je prišla nova Vojna zvezd ven? Veste, da je to ena od glavnih igralk noter? To pa že ne več. Lupita Nyong'o je ena od igralk. In pred 2 meseci ali pa 3 je bil recimo dost velik šok v celotni zgodbi, zaradi tega, ker so njeno fotografijo uredniki uredili zato, da bo lepša za naslovnico revije. In je ona javno povedala, da so jo postrigli v Photoshopu in sledilo je na koncu opravičilo revije. Ampak kaj je ona hotela s tem povedati? Da so z njeno podobo manipulirali zato, da bi bila bolj všečna kupcem. In to je tisto, kar je največji izziv, da se včasih niti sami ne zavedamo, da so z našo podobo manipulirali. Še ena od realnosti je, poseganje v lastno telo je ratal en tak običajen trend. Veliko ljudi ima dodaten kakšen piercing, kakšen tatu. Ena od znanih srbskih pevk je svojih hčerki za 18. rojstni dan poklonila novo oprsje in tako naprej. To so realnosti, v katerih živimo. To je manipulacija s telesom, je postala del, ki ga je možno kupiti in ljudje, ki imajo denar, si to potem nudijo. Razumevanje sveta na splošno je pa slabše. Gospod Kraml je že rekel, da ljudje slabš procesirajo vse informacije, ki prihajajo do njih. Zaradi tega, ker je informacij toliko veliko, jih nismo več zmožni procesirati. In zaradi tega, ker ljudje ne reflektirajo informacij, ki so jih dobili, ampak jih samo še uporabljajo, prihaja do tega, da se seveda ne učijo več, se ne morajo naučiti iz tistih informacij, ki jih dobijo, ker jih ne uspejo sprocesirati. Ni nove izkušnje, ki bi jih naučila česa novega. Zaradi tega, ker jih ne uspejo sprocesirati, se pa dogaja tudi to, da je dodatno raste nezaupanje v sisteme, rastejo nepreverjene informacije in s tem teorije zarot in razni populistični pritiski. Ker je zelo preprosto ljudi z velikim številom, z veliko količino informacij pripraviti do strahu, pripraviti do tega, da ne razumejo več. In zaradi tega, ker smo vedno bolj 1 na 1 povezani s svetom, ne več s skupnostjo, ni več tega filtra skupnostnega, kjer bi ljudje še enkrat preverjali informacije in rekli, je to zdaj res ali ne. Koliko vas je videli statuse o tem, da je Oliver Dragojević umrl? Veliko. Zaradi tega, ker je nekdo objavil novico in potem je nekritično zakrožila naprej.
In to je samo eden od tistih trenutkov, kjer lahko vidite, kakšen je doseg tega, da je nekdo nekaj rekel in je prišlo naokrog. S tem, da dokler je šlo to v vaškem okolju, okrog vodnjaka, ste rekli, a ja, to je una, ki si je spet malo zmislila. Ko pa pride na internetu, pa redko kdo reče, a to je pa una, ki si je malo zmislila. Edini trenutek, ko so ljudje resnično kritični do informacij, ki jih prejemajo, je 1. april. Edin tisti dan jih je strah, da jih bojo nategnili in zato še enkrat pozorno preberejo, kaj so dobili. Vse ostale dneve pa ne. In to je tisti del kritične pismenosti, ki nam tako zelo hudo manjka. Toliko v svetu. Vzgoja, novodobna vzgoja. Še ena taka velika tema. Otrok je postal središče družine. Včasih je bila družina gospodarski subjekt. Družina je bila skupaj zaradi tega, da je lahko preživela, zato da so obdelali zemljo, ki so jo imeli, zaradi tega, da so drug za drugega poskrbeli, da ne bojo lačni. Zdaj je pa družina tukaj zato, ker je tam otrok. In ta preskok je prinesel veliko nekih sprememb. Namreč, otrok je v centru in zaradi tega ga manj ustavljamo. Ker ga manj ustavljamo, ker nima meja, se otrok razleze na vse možne smeri. In ne vemo več, če ga ne ustavljamo, se pač nekaterih stvari ne nauči. Hkrati so pa starši ratali helikopterji. Saj veste, vidite otroka, ki šiba majhnega, ki šiba po svoje po igrišču in za njim mamo. Da ja ne bo padel, da ga bomo jela še preden se spotakne. In to je tisti del, kjer starši v resnici omejujemo svoje otroke najbolj. Če ti otroka ne sprovociraš, a upaš sam teč do konca ulice pa nazaj, pa pol pade. Ga nimaš ne za kaj pohvaliti, ker je upal, ne za kaj ukregati, ker se je umazal. Zaradi tega, ker ne moreš na nič reagirati, ker se mu nič ni zgodilo, ker je bil priden. In to je tista stvar, ki jo je treba delati, ne? Da otroci imajo možnost, da se razvijajo, da dobivajo izzive zato, da se lahko spreminjajo, da lahko rastejo. Sicer dobimo otroke, ki so sicer pridni, ampak v njih ni nič. Še ena taka stvar, ki je trenutno zelo prisotna. Ti si poseben. Vsak od nas je poseben, vsak od nas je unikaten, neponovljiv. Tukaj sploh ni vprašanje. Vsak od nas je poseben. Težava je v tem, ker ko otrokom govorimo, ti si poseben, jim govorimo, da se ni treba prilagajati skupnosti. Če se pa ne prilagajamo skupnosti, smo pa sami prišli v točno tisto stvar, o kateri je že prej Komad govoril, pa o kateri govori Greber, govori o tem, da smo ratali posamezniki, ki nismo več povezani s skupnostjo. In ker nismo več povezani s skupnostjo, se nas da obračati, pa ranljivi smo, ker nimamo zaščite. Ampak smo vsakič znova občutljivi na karkoli se nam zgodi. Nimamo več opore, ampak smo odvisni od vsakega, ki nam je komuniciral, ki nam je dal neko sporočilo. In to je tisto, kar je težava. Še ena stvar, ki se dogaja v vzgoji, dobiš lahko karkoli v življenju, seveda, če se boš za to potrudil. Ampak otroci ne slišijo, seveda, če se boš lahko potrudil. Otroci slišijo samo, dobiš lahko karkoli v življenju. In to je tisto, kar je izziv, ker so prepričani, da lahko dobijo vse, da jim pripada vse. V angleščini obstaja izraz entitled. Imajo občutek, da jim pripada. In to je tisto, kar je velik izziv, ker imajo občutek, da jim pripada, da njim ni treba. Zaradi tega, ker jim doma res ni bilo treba. Odličen uspeh je veliko večkrat stvar pritožbe staršev, kot stvar znanja otroka. Zdaj malo karikiramo se skupaj. Seveda ni. In seveda se učitelji in učiteljice trudijo, da do tega ne bi prihajali. Ampak so trenutki, ko je lažje reči, mislim, da mi ne bo tale mama po glav srala. Lažje. Na trenutke je lažje. Zaradi tega, ker vemo, koliko je enih izzivov z nekom, ki se je načrtno odločil vplivati na vas. Kolegica je vzgojiteljica v vrtcu.
In ob koncu šolskega leta je bilo veliko nekih besed, pritožb, kaj vse je narobe, zato da bi deklica, katere vzgojiteljica je bila, smela zamenjati skupino. In so zamenjali skupino. In se je prišla mama te deklice, pol je kukar že celo malo upravičiti, kukar, veste, saj nisem tako vse mislila, kakor sem rekla, ampak jaz sem res želela, da skupino zamenja. A ni hudič, da je naslednja vzgojiteljica v drugi skupini glih tako jih fasala čez 2 meseca. Na enak način, z istimi besedami. Tako da, ne, starši velikokrat vnašamo v sisteme svojo voljo in svoje želje in to je tisto, kar lahko tudi zmanjšuje učinek dela strokovnih delavcev, ki so zaposleni nekje. Včasih nagrajujemo karkoli pač že je. Tudi diplomo za zadnje mesto damo, samo zato, da ne bo človek brez diplome. In zaradi tega, ker to delamo, smo razvrednotili diplomo za prvo mesto. To je tisti del, ki imajo ljudje pa občutek, da saj dobim vse. Saj dobim vse in tudi, če se nisem potrudil. In to je ta del, kjer se je treba vprašati, kako nam gre in zakaj nam gre tako, kot nam gre. Iz vsega tega, kar sem govoril zdaj, prihaja do tega, da imajo otroci nizko samopodobo. Njihova samopodoba je kot švicarski sir. Veliko več je v njej lukenj, kot je vsebin. In seveda, otroci, ki imajo vse več lukenj kot vsebine, iščejo načine, kako te luknje poflikati. Iščejo načine, kako zapolniti. In kaj je lepšega, kot poslati SMS 10 ljudem in reči, živijo, kako si, ker se bo ziher nekdo oglasil. Kaj je lepšega, kot objaviti neko svojo fotografijo in gledati, kako rastejo lajki iz tistega, kar sem jaz sebe izpostavil na nek način. Ker na ta način dobivajo ljudje potrditve. In to je realnost. Pa še ena stvar je, otroci niso več ziher, kdaj jim posvečamo pozornost. Ker imamo svoje telefone tudi mi sami pri sebi. Tudi sami pri sebi in jih pogledamo in se vmes obrnemo in sam še tale mail napišem pred kosilom. Tudi mi te stvari delamo in otroci pa niso več ziher, a zdaj z mano ali svoj telefon gleda. Vse veste, greste na igrišče, gledate, koliko staršev je na telefonih. Poglejmo enkrat, koliko se jim posvečamo, pa koliko smo jih pripeljali za to, da imamo mir pred njimi. Včasih so bili ritmi življenja zelo predvidljivi. 6:50 je bila risanka, v 7:30 je bil dnevnik, se je šlo spat. Danes? Ne, pa bila je tista ena risanka na dan, edino ob nedeljah jih je bilo malo več. Danes je risanka 24 ur na dan, lahko, če jo želiš. Pa ne samo to, lahko dobiš tudi unga Backa Jona izpred 4 dni, ker časovni preskok zavrtiš. Točno to dobiš, kar želiš, točno takrat, ko želiš. In zaradi tega so se ti ritmi spremenili. Drug del je pa to, da včasih je bil ritem vezan na sonce pa na temo. Danes pa že dolg časa ni več. Toliko vzgoji. Pa dajmo pogled nase, kako ljudje gledajo nase skozi čas in skozi te stvari, ki se jim dogajajo. Navajeni smo, da se naše potrebe takoj zadovolji. Ker, če zdajle nimam, če ne drugega, bom na Amazonu naročil, bo jutri tle. In to točno taka majčka, ki sem si jo zamislil, ne una, ki imajo v trgovini danes sam tole pa tole, une, ki sem si jo pa jaz zamislil, pa ne. Ne, točno uno bom dobil, točno takrat, ko jo hočem. In to je tisti del, kjer smo navajeni, da se zgodi takoj. Tudi dostop do informacij. Koliko vas počaka do 7 zvečer, da boste pogledali dnevnik? Če vas nekaj zanima, boste odprli telefon, boste pogledali, boste malo posurfali, boste našli tisto novico, ki vas zanima. Zaradi tega, ker nismo več navajeni počakati na informacijo, počakati na zadovoljitev neke potrebe, ki jo imamo, ali pa neke želje, ki jo imamo v tem trenutku. Trud je podcenjen. Mladi ne razumejo več, da se je treba potruditi. Vidijo samo, kako je nekdo prišel do vrha gore.
Samo tisto fotografijo vidijo. Ne vidijo serije fotografij, ki jo je človek posnel o tem, kako je švical, zato da je do gor prišel. In to je tisti del, ki ga ne vidijo. Truda ne vidijo in truda ne razumejo. Tudi oddaje, kot je recimo Prava ideja, ki govorijo o poslu, govorijo o tem, kako pomembna je ideja. In res je, ideja je izredno pomembna za dober posel. Ampak v tisti oddaji samo omenijo kdaj pa kdaj, da je bilo treba tudi naslednje 5 let pa trdo delati. Pa ne spati, pa ne iti na dopust, pa ne iti to, pa un, pa tret, pa četrt. Ampak tega dela pa ljudje ne vidijo. Zaradi tega, ker vidijo samo idejo, ki je toliko zelo pomembna. Ljudje imajo občutek, da so več opravilni ratali, da lahko procesirajo več stvari naenkrat, da jaz lahko vozim in pišem SMS naenkrat. Ne gre. Ne? Čutila funkcionirajo še zmeraj tako, kot so funkcionirala. In ne moramo 2 stvari naenkrat upravljati. Oziroma jih izredno težko, pa preklapljamo iz ene na drugo, čeprav se nam zdi, da tečejo vzporedno. Individualnost v nasprotju z uniformnostjo. Če je recimo v 80-ih, pa začetku 90-ih še bilo jasno, kdo v razredu je metalc, pa kdo je punker, pa kdo je hipi, pa smo hoteli biti metalci, pa hipiji, zdaj to ni več jasno. Zdaj so vsi enaki, kot da bi iz HM kataloga prišli. Vsi so glih. Čeprav imajo občutek, da so individualni, ker so popolnoma drugačni kot vsi ostali, v resnici izgledajo kot iz istega kataloga. Danes zjutraj sem srečal 2 dekleti po poti sem. Vsaka oblečena čist drugače, ampak obe sta imele črne kapce z unimi cofki. Pa obe sta imele enak dolge jakne, sicer vsaka svoja barva, ampak enak dolge jakne. Obe sta imeli enake škornje, sicer vsake ena imela zvončke, druga pa ne. Ampak v resnici sta bile glih. Čeprav imajo občutek, koliko so individualni. In ljudje se poskušamo individualizirati po eni strani in to lahko dosežemo s tem, da prek AliExpressa naročimo vse tisto, česar v Sloveniji v trgovinah nimajo. Hkrati nam pa to niti ne uspeva, zaradi tega, ker poslušamo, a je že rdeč? Ni bilo rumenega vmes. Ok. Mladi izražajo svoje potenciale, želijo dolgoročne učinke, preobremenjeni zdržljaji. Ne, res bi hotel še predvsem reči o preventivnih programih nekaj. Klik je ugodje. Ljudi je strah, da bojo kaj pozabili, kaj spregledali. Odnosi so površni, nizka je kritična pismenost, o tem je gospod Kramli tudi že govoril, individualizacija in tekmovalnost se povečujeta, to smo danes že slišali, razkorak med aktivnimi in pasivnimi se povečuje, to je tista stvar, ki se jo moramo zavedati, da mladi, če ostanejo pasivni za celo življenje, ne bojo se zaktivirali kasneje. Zavore, ni zavor v pogovorih, navidezno so samozavestni, ljudem se zdi, da jaz že lahko. Slabše se razume z avtoritetami postavljenimi od odzuni. Več je težav v duševnem zdravju, v ZDA poročajo o tem, pri nas na srečo še ni tega opaziti toliko. Je pa več težav v duševnem zdravju, to pa opažajo vsi v zdravstvu. Spremenjeni so vzorci, spremenjena je uporaba alkohola. Včasih so Slovenci pili vsak dan 2 flaše pira. Danes spijejo pa Slovenci vse flaše pira čez vikend. Spijejo jih pa glih toliko, kar so jih. Samo to, ta razlika je ostala. Drugače pa odraščanje kot običajno. Se pravi, Karl Marx ratal v enem trenutku bolj pomemben kot Karl May. Nič posebnega. Samo še za preventivne programe res zelo na hitro. Kaj je pomembno pri preventivnih programih za prihodnost? Pomembna je gradnja odnosov, zaradi tega, ker vidimo, da nas in sistem in mediji vlečejo na razen. Treba je razvijati analogno socialno mrežo, treba je delati v skupinah, ne samo 1 na 1, zaradi tega, ker se samo v skupinah lahko mladi učijo socialnih odnosov in treba je podpirati sisteme, ki omogočajo druženje, ne samo 1 na 1. Drug del, ki je pomemben za preventivne programe, je trening potrpljenja. Treba je učiti spoprijemanje s stresom. Mladi morajo dobiti izkušnjo, da so dalj časa skupaj in da izziv traja dalj časa, zaradi tega, da traja nekaj časa, preden ga uspejo doseči. Pa treba se učiti na napakah, ne samo vnaprej in povedati, kaj se bo zgodilo in reči, to bo narobe, kar pustiraj. Razvoj kritične pismenosti je še ena od takih stvari, ki jih je potrebno delati, zaradi tega, da bojo ljudje pazljivi do informacij, s katerimi se soočajo.
In potrebno je podpirati razvojne naloge, ki jih ljudje imamo. Se pravi, to je tista primarna preventiva, na kateri delamo. Treba je podpirati, da bojo mladi sprejemali lastne telesne spremembe, da bojo dosegali čustveno neodvisnost, da bojo znali vzpostavljati odnose in tako naprej. To je ta del razvojnih nalog. S tem bi jaz zaključil. Dodal pa še tole. Vsi smo veseli, ker nam digitalizacija omogoča stvari, ki nam včasih niso bile omogočene. Če bi jaz danes risal na tole tablo, bi videli veliko slabš stvari, kot ste jih videli. Hkrati pa, recimo, veliko preveč časa posvečamo temu, da bomo skozi digitalno tehnologijo predstavili neke stvari. Tole je samo ena od slik, kjer je prikaz enega dela s skupino, ko smo risali. Recimo, zdaj zadnje 2 dni sem imel eno usposabljanje za mlade, ki iščejo zaposlitev in smo v 2 dnevih porabili projektor za 3 minute pa 15, kakor je trajal en video izsek, ki sem jim ga želel pokazati. Vse ostalo smo pa risali na papirje. Risali pa pisali. Kar pomeni sicer več dela za nas za pripravo, hkrati pa daje en zelo drug učink za mlade, zaradi tega, ker pol mladi tudi sami poskušajo risati in zapisovati na roke. Toliko. Je bilo še kakšno vprašanje? Hvala lepa.